Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer odkrivamo navduhujoče zgodbe slovenskih družin in posameznikov, ki nas vsak dan navdušujejo s svojo predanostjo, vztrajnostjo in uspehi. Danes imamo priložnost poznati izjemnega človeka, ki se posveča pomembni nalogi zagotavljanja čiste in pitne vode. Naš gost je Danijel Kmetec. Danijel, pozdravljen, dobrodošli v studiu. Hvala za povabilo. Danijel Kmetec je ustanovitelj in direktor podjetij Media Element in Eko Element, ter se ukvarja na eni strani z marketingom in mediji in na drugi strani z inovativnimi rešitvami za obdelavo in izrabo pitne vode. Njegovo delo na področju pitne vode je ključnega pomena za trajnostno prihodnost, saj se posveča iskanju učinkovitih načinov za varovanje našega najdragocenejšega vira. Kljub uspešni poslovni poti se Danijel sooča z izzivom, kako usklajevati zasebno in poslovno življenje, in v današnji oddaji nam bo razkril tudi, kako se uči biti brez telefona na dopustu in kako si prizadeva najti ravnotežje med delom in družino in časom preživetim za družino. Pridružite se nam v tej navdihujoči oddaji, kjer bomo skupaj z Danijelom Kmetcem raziskovali, kako pomembno je najti ravnotežje v življenju in kako lahko družinske vrednote vodijo na poti do uspeha. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Danijel, mogoče za začetek, če malo opišete, iz kakšne družine pa vi izhajate? V bistvu lahko rečem iz velike ali pa iz majhne, relativno. Zdaj imam sestro, sicer starejšo, ampak če pogledam, recimo, ne vem, po mamini strani imam zelo veliko sorodnikov, no. Pri mami jih je bilo 7, se pravi od 7 otrok je imel vsak 2 otroka, se pravi nas je bilo nekako že 28 v osnovi. Če pa pogledam po očetovi strani, je pa bil oče edinec, pa po njegovi strani nobenega. Tako da po eni strani bom rekel tako, je relativno velika, na vsakem koncu Slovenije nekoga imam, tako da lahko rečem, da sem z tega vidika zelo bogat. Če pa gledam iz ekonomskega vidika, ja, pa bom rekel, da smo bili ena čisto mala družina, nismo imeli ne preveč, pa ne premalo denarja, smo bili pa srečni, no, tako da smo se imeli radi. Tako da ja, je pa ena stvar, no, kar se tiče, moja sestra zelo zgodaj šla v tujino tudi, tako da ta manko se zagotovo pozna, no. Ampak ja, smo pa še... Kakšna je pa razlika med vama? 7 let. Tudi ni čist najmanjša, ne? Tako, ja, tako. Če bi rekli, se pravi, koliko pomembna je pa bila izobrazba, ker predvidevam v tujino šla sestra ali študirati ali... Šla je v bistvu s trebuhom za kruhom, ne, seveda naprej šla, je imela v bistvu ene študijske počitnice in se pač na teh študijskih počitnicah zgodila ljubezen. Tako da je v bistvu pol ostala tam, no, je pa seveda prej zaključila srednjo šolo, no, tako da ni sicer šla takrat na faks tukaj, oziroma mislim, da je bila celo prvi letnik faksa, pa je tudi ostala dejansko v Nemčiji in se do danes živi zgoraj, srečo poročena in 2 otroka, tako da... Super. Ja. Ja, kar se tiče izobrazbe, so zelo veliko dali normalno, pač polagali upa na mene, moji sicer starši niso, bom rekel, zelo visoko izobraženi, ne, oba sta seveda imela srednje šole in tako dalje, mama je celo mislim, da hodila tudi takrat mislim, da se je takrat rekel VEKŠ, se pravi višja ekonomska šola v glavnem. Ampak ja, kar se tega tiče, pri nas je bilo, ne vem, prva šola, pa šport. Se pravi, tudi jaz, se pravi, ne vem, ni bilo izletov športov, če ni bilo, pač ja, jaz bom rekel... Ste trenirali kakšen šport bolj aktivno? Sem veliko športa treniral, tako da se mi zdi, da sem bil kot otrok... Kjere pa? Vse. Jaz sem treniral od nogometa, hokeja zelo dolgo, no, kasneje draž pa košarka, odbojka, atletika, gimnastika, karate. Vse bom rekel, sem bil pač otrok, ki je poskusil dejansko skoraj vse, no.
A vam je v bistvu bilo učinkovito, ko so vam starši rekli, če ne boš dober v šoli, poj pa ne moreš na trening? Ja, to je bilo za mene v bistvu največja kazen. No. Večja kazen ni, tako da ja, sem mogel v bistvu prvo za šolo, čeprav jaz pač takrat kot otroci normalno smo probali vedno po liniji manjšega odpora vijugati, ampak je bilo fajn. No. Se mi zdi, da to je bila ena taka stvar, ko pač ni bilo šole narejene, je tudi športa ni bilo. No. Katere vrednote bi rekli, da ste potem prevzeli iz vaše družine, pa jih še danes živite ali pa spodbujate? Mislim, ne vem, jaz koliko se spomnim za nazaj, se mi zdi, da je bila na prvem mestu bila vedno, ne vem, poštenost, vztrajnost, delovnost, to sploh kar za mladi manjka v tem času. Prehiter od njih. Razumevanje, tudi ponižnost, kar je danes, vidimo, pa skromnost, no, če se recimo danes manjka ljudem, no. Ampak bi rekel predvsem, ne vem, če pogledam danes tele 20-letnike, no, ki so, jim manjka v bistvu delovnosti pa vztrajnosti. No. Vse je nekako instant, vsi bi nekako zaključevali iz danes na jutri, doben ne bi vztrajal. Recimo iz tega vidika bom rekel, da sta moja dva starša meni po eni strani vzornika. No. Lansko leto, predlani sta imela 50 let poroke, torej zlato poroko, no. Kar meni zagotovo ne bo nikoli uspelo. Tako da ja, zagotovo je bilo lažje včasih iti, ampak verjetno sta imela tudi spone pa padce, ne. Ampak ja, vztrajnost je tista, katera, pa tudi to imam zagotovo po njih. No. Jaz karkoli se lotim, če se lotim, se mi zdi, da vztrajam, no. In to probam tudi naučiti svojega otroka, svojih hčerk, no. Super, lepo povedano. Povejte mi, a je bila v vaši družini tema denar ali pa finance tabu tema, ali ste se o tem pogovarjali? Bi rekel prej tabu. Mi, bom rekel tako, nikoli nismo imeli preveč denarja, ne bom rekel, da smo bili lačni pa ženi, ampak o denarju nikoli nismo govorili. Za mene je to dejansko, se spomnim, nikoli nismo govorili o tem, jaz ga tudi nikoli, bom rekel tako, do enega, ne vem, 5. razreda se spomnim, da bi jaz zdaj dobil žepnino. Pač to, kolikor je bilo, nikoli pa nismo zdaj preveč razglabljali o tem, da je bila to tema. Ampak ste kdaj zaznali, recimo, če je bilo premalo denarja ali pa višek denarja v odnosih med starši, kakšne nihaje? Ne, ker če bi bilo preveč, bi verjetno bila nihanja, ne. Jaz bom tako rekel, no, pač ja, če naredim neko sporednico, no, moja sestra je bila zelo skromna, no, ona je bila vsem zadovoljna. Jaz sem imel pa normalno želje, ne vem, bi imel takrat videorekorder, pa bi imel računalnik. In to je pač se nekaj čakalo, no. In če gledam iz tega, pač ja, želje sem imel vedno, no, ampak pač zmožnosti takrat normalno staršev, ja, se po eni strani mogoče prav, no, danes imajo otroci vsega preveč in ni dobene hvaležnosti, ne. Dočim mi smo se pa mogli zelo veliko matrati pa truditi, da se nam kaj mogoče, no. Pa tudi ni bilo vsega na pretek takrat, no. A se spomnite, kako ste zaslužili prvi dinar ali tolar ali ne vem, zdaj čisto točno, katera valuta je bila, ne? To pa ne vem, verjetno, ja, se spomnim. V bistvu, ne vem, bil sem star, mislim, da nekje, ne vem, 12 let in smo bili pri eni teti, ki je imela sicer svoj lokal oziroma imela en svoj štand na motokrosu v Mariboru, no. In sem takrat pomagal normalno tam pomagati točiti pivo, pa pijačo, pa to in mislim, da sem takrat dobil, ne vem, enih 1000 tistih dinarjev še ali kakorkoli je bilo. Drugače pa ja, ne, to je bilo to, kar se tiče mladosti, no, govorim v tek prej. Drugače pa ja, sem pa zelo hitro začel tudi sam delati, no. Nisem želel biti normalno na plečih staršev, pa moje želje so bile večje kot pa normalno, da bi mi lahko, ne. In sem zelo, že mislim, da vsake počitnice, ki so bile od srednje šole naprej, sem delal dejansko, da sem si nekaj zaslužil. Tako, ja. Preden gremo na pauzo prvo, me samo zanima v osnovni šoli, kdo je bil za vas najboljši učitelj, iz katerega predmeta? Šport. Šport. Super, hvala lepa. To je bil prvi del oddaje Moja družina. Predlagam, da gremo na kratko pauzo in se potem v kratkem vrnemo z našim gostom naprej in z zanimivimi temami.
Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je prav poseben gost, Danijel Kmetec. Pozdravljeni. Danijel, kako se je začela vaša pot v svetu obdelave in izrabe pitne vode in kako v medijih in marketingu? Ja, Predvsej različne stvari. Ne? zelo različne stvari, naj rečem. Ja, z mediji sem že nekako povezan, bom rekel, skoraj 25 let. Sam sem začel v bistvu, ker prihajam iz Maribora, z lokalnim časopisom Večer. Tam sem začel v bistvu kot športni novinar in sem bil tam par let v športni redakciji. Kasneje me je pot zanesla v Ljubljano, ker sem bil v bistvu kasneje urednik enih revij in tako dalje. Kasneje sem se spet vrnil v Maribor, pa spet bil urednik enih revij. Da se mi zdi, da sem z temi mediji dolgo časa že povezan. Od leta 2011 sem pa začel v bistvu samostojno pot. Ker sem začel naprej z eno revijo, pa kasneje z drugo, pa smo že imeli 5 revij naenkrat. Tako da ja, te mediji me nekako... Revije, ki so tukaj? Tako so te naše revije, ki so tukaj. V bistvu arhitekturno-gradbene edicije. Imamo nekaj tudi za zdravje, tako da se posvečamo tudi zdravju. V glavnem, ja, nekako me mediji skozi spremljajo, se mi zdi, da z njimi živim, in mi je to nekaj, kar me nekako skozi drži, nekako agilnega v ritmu in tako dalje. Skozi živimo v časa naprej, ker mediji se vedno je treba naprej pripravljati. Ampak ja, to mi je zelo fajno. Delam, sicer imamo poleg tiskanih tudi spletne medije, ampak jaz z mediji nekako živim in to mi je nekako zelo fajno, že uživam v tem delu. Sicer sem zdaj malo manj upleten v vsebino, se posvečam bolj nekako marketingu in prepoznavnosti in temu PR-ju okrog samih medijev. Ampak ja, zdaj pa če pogledamo drugo podjetje, ki se pa ukvarja z obdelavo vode, je pa tudi izhajalo iz tega. Tako da sem z temi mediji nekako tako povezan arhitekturo, gradbeništvo, ki jih izdajamo, da sem iskal neko alternativo, nek drugi steber, ki ga pa gledam kot dolgoročnega. Ne da ne bi imeli dolgoročno pač vizijo, ampak nekako ekologija je bila tista, za katero sem rekel, ki jo pač bomo rabili za naprej. In tako sem naše partnere, s katerim smo šli skupaj v ta projekt obdelavo pitne vode, to je Eliminator, ki ga tudi tam predstavljamo. V glavnem, ja, zelo super stvar in to je prihodnost. Se pravi, voda je vir življenja in definitivno ima zelo prihodnost. Mogoče bi to kar pokazal, ker se mi zdi zelo zanimiv. Se pravi, to je taka naprava, precej težka. Kam se to inštalira? Se pravi, naprava je taka, bom rekel, zelo težka, pa zelo majhna relativno. Ni filter, pa ni magnet, ko ljudje ne pogosteje to, ampak je bistvena naprava. Namontira se takoj za števcem in pri vhodu v hišo, se pravi, se namontira takoj za števcem in dejansko imate zaščiteno, s to napravo je zaščitena, se pravi, cela hiša, se pravi, so vodovodno mreže, vsa iztočna mesta, naprave, ki so, se pravi, pomivalni, pralni stroj, WC kotlički, tuš kabine in tako dalje, se pravi, z eno napravo zaščitimo vse. V Sloveniji se mi zdi, da je dosti pogosto, ko pravi, da je voda trda, A to tudi odpravi to trdoto vode? Ja, to je, bom rekel tako, najpogostejše vprašanje, ko nam ga kdo postavi, je to, ali ne bomo več imeli kamna in tako dalje. Ali je to za trdo vodo? Je tudi za trdo vodo. Ta naprava dejansko je, bom rekel, en unikum, ena univerzalna zadeva, ker ne poskrbi samo za to, da je voda mehkejša, ampak zato, da je voda bolj zdrava, se pravi, da ni bakterij noter, ker jaz sem čisto tako po domače povedal, tako tudi vsem ljudem povem, od vodnega kamna še noben ni umrl. Večinoma pač pozabimo, to je pa res, da je zelo za sploh žene, ženske imajo več dela s tem, ko treba kamen čistiti. Ja, ampak ta naprava dejansko ne odpravi kamna, ga ne izloči,
ampak dejansko znotraj so eni prekati pa vrtinče komore, se po domače povedano zmelje. Se pravi, ta kalcit, to je tisto, ki poznamo mi, ki nam dela vodo trdo, no? Nastane iz tega aragonit. Se pravi, to je vodni kamen v drugi strukturi. Se pravi, mi ne damo kamna ven, ne želimo dati kamna ven, to je prva stvar zaradi tega, ker v kamnu so vodni kamen so minerali, ki ga rabimo, ne? Vsi filtri, vsi oziroma vsi druge naprave, mehčalne naprave, se pravi, posegajo vodo z soljo, z drugimi sredstvi, ne? Mi pa pustimo vodo takšno, kot je, ampak samo naredimo boljšo. Se pravi, vodo poživimo, če je bila mrtva voda prej, ki je stala dolgo pod pritiskom, smo zdaj oživili. Se pravi, in izboljšali in naredili v bistvu najboljši približek izvirske vode. Je treba kaj vzdrževati? Ne, to je tudi prednost ena, ne, se pravi, ta naprava deluje skoraj, oziroma več kot 20 let, se pravi 20-25 let, enkrat se naštima, ni dobenega vzdrževanja, nič ne rabite delati, se pravi, enkrat, ko se namesti v objekt, je dejansko dobenega vzdrževanja ni potrebnega. Super, sem se nekaj novega naučil. Ja, tako da, pa še pijete dejansko res zelo zdravo vodo. Se pravi, najboljši približek izvirske vode. Ja, to imamo pa dokazano. Ker tu tako bom rekel, no, za intermezzo, no, pač, če kdaj šel kdo piti v kako izvirsko vodo, v kakih ribe, a pa recimo dosti izvirov tudi v okolici Ljubljane, ko ljudje hodijo z flaškami po vodo, ni nujno, da tista voda, ki je izvirska, da je brez bakterij, da ni kontaminirana. Tako da ta naprava ti poskrbi, da je dejansko voda zelo zdrava in čista in brez bakterij. Ok, super. A imamo v Sloveniji drugače generalno dobro vodo? V Sloveniji je generalno voda zelo dobra, bom rekel, ne. Je pa res, da odvisno kje, na katerih področjih. Pa izziv je, če so kakšne v bistvu onesnaženja, ne, kakšne te velike nalivi pa take. Dosti tega, ja, kje prihaja voda, iz katerega območja, je pa predvsem to, da je trda voda, ampak to še ni razlog za strah, ne. Večji problem je, ko so suše, ko so poplave, vidimo, da velikokrat je treba vodo prekuhavati, ne, kar pomeni, da voda takrat zelo slaba, ne. Recimo, če imate našo napravo, v tem primeru ni treba. Ampak ja, generalno gledamo, lahko rečemo, da je voda pri nas dobra, ne. Če greste v tujino, vam pa ponudijo ustekleničeno vodo ali pa v flaškah, ne. Pri nas smo lahko srečni, da pijemo takšno vodo, ki imamo. Če se vrneva malo, bom rekel, na vaše življenje, ne, poslovna pot, privat pot, je bila kakšna prelomnica, bom rekel, v življenju, ki vas je posebej zaznamovala, privat ali poslovno? V bistvu je bila, ja, lahko rečem, da je bila leta 2010 je bilo, ja, takrat sem bil še zaposlen pri enem podjetju. So se odnosi čez noč skrhali, smo šli vsak svoj pot in to bila, bom rekel, ena taka brca v rit. Bil sem navajen, pač jaz sem bil zelo lojalen podjetju, no, pri katerem sem bil zaposlen. Sem imel zelo dobro plačo, bom rekel, večjo kot direktor, no, pa si ostali, verjetno je bilo tudi mogoče en tak razlog, ampak ne bomo ga iskali za krivcem, v glavnem takrat je bila ena, bom rekel, zelo prelomnica, kako iti naprej. Navajen si pač rutine praktično, ne? Tako, in iti zdaj, se pravi, iz nule naprej. In ja, takrat, ko sem se odločil za samostojno pot, nisem iskal drugih pač podjetij, da bi se zaposlil, sem rekel, dovolj znanja imam, od tu moram iti za naprej. In takrat se mi zdi, da iz nekega nerešljivega položaja se je pač izkazalo to, da je bila prava odločitev, no. Da sem šel svoj pot in začel razvijati sebe pa svoje produkte, ki jih imamo, na katere smo ponosni, no. Sprav, ko ste šli pol v podjetništvo, dejansko, bi rekli, da so se pojavili tudi kakšni novi izzivi, se pravi, na družinskem področju, pa na poslovnem področju, ker podjetništvo je vedno, bom rekel, nepredvidljivo, ne? Mislim, ja, vedno so bili izzivi, sploh v, kar se tiče... Kako ste usklajevali v bistvu te stvari, ne? Glejte, čisto tako, če ima nekdo družino, je to vedno izziv za nekako, bom rekel, voziti oziroma kolobariti. Kaj dati na prvo mesto? Normalno na prvem mestu bo vedno družina. Družino na prvem mestu, ampak ja, pač brez dela, ne, pa ne moreš preveč družino, zdaj pa moraš biti pa nekako, bom rekel, danes en mojster to nekako uravnotežiti, ne. Velikokrat kompenziram za tem, da včasih veliko delam, pa probam pol družini malo več omogočiti. Ampak to je zelo slaba tolažba, ne, vsekakor bi si rad želel več časa preživeti z družino, no.
Super, najlepša hvala. Je že v bistvu drugi del prišel v koncu naše oddaje, tako da predlagam, da naredimo kratko pauzo in se vrnemo zopet nazaj čez nekaj minut. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je naš gost Danijel Kmetec. Zelo veliko zanimivih informacij nam je že povedal o vodi, ampak mene zanima pa v bistvu predvsem to, omenili ste, da se učite biti na dopustu brez telefona, ne? Kako je prišlo do tega? Zato, ker toliko z mediji delate, pa hočete nek digitalni detoks narediti? Ali... Ne, to je zelo velik izziv, no. Bom rekel, lansko leto je bilo po mojem prvič po 15 letih, da sem nekako uspel iti na dopust oziroma brez računalnika, ne na dopust, brez računalnika, na plaže brez računalnika in pustiti telefon dejansko pri miru, no. Je zelo velika umetnost. Pač mediji so živa stvar, no. Jaz sem tako rekel, mediji živa stvar, ki živi vsak dan in sploh to, da ti zdaš na 7 dana, pa 7 meseca, pa na 7 teden medij, no, mora živeti, se pravi, priprave so zadaj, no. Tako da nekako mi je lansko leto še prvič po dolgem času, po tolikih letih uspelo, da sem nekako da smo prej se uredili, da je bil dopust, da smo lahko dopust dejansko res uživali, no, in je bilo res zelo fajno. Tako da letos delamo tudi na tem, da probamo vse zaključiti, da imamo mirne počitnice, tako kot si zaslužimo, no. Koliko časa? 14 dni. Odlično. Verjamem, da je veliko, bom rekel, Slovencev na podobnem, ne, da si želi, pa mogoče ne more ali pa si ne upa. Se pravi, da se, ne, če se hoče. Da se, če se hoče, ja. Super. Mogoče, kje so pa vaši zdaj motivi ali pa cilji na vašem področju, kjer delujete, ali to zdaj z mediji, ali je to v povezavi z vodo? Kaj si želite, kje želite biti čez 5 let? Ali pa po čem biti prepoznavni? Ja, v bistvu jaz, tisti, kateri me poznajo, vejo, da sem vedno poln izzivov, no. Imam vedno polno izzivov, mogoče so preveč, koliko jih lahko podelam, no. Kar se tiče vode, no, naš cilj je pri tej vodi, da postanemo, da ga ima dejansko vsaka hiša, oziroma vsaka stanovanje, ker si ga to zasluži. Se pravi, danes ni nekega standarda v hišah, pa to, da bi rekli, ne vem, čisto tako, ne vem, kupite hišo novo, poskrbijo za toplotno črpalko, za talno gretje, za prezračevanje, tako da hvala nekomu, ki je to poskrbel, da je danes imamo prezračevanje v vsakem objektu, ampak ko prijemo do stvari za vodo, ne, ki je vir življenja, dejansko pa to, kar nam pač ponudijo. In tu nekega standarda ni, da bi poskrbeli za boljšo vodo, ponavadi si čez 5 let vidijo, da je veliko kamna v vodi, ne. Ampak tako sem že prej rekel, kamen ni taka velika zadeva, ampak ja, se pa veliko krat zgodi, da nam kakšne peči crknejo, po domače povedano, boilerji začnejo pokati, se kvariti in takrat pa pride do slabe volje in takrat začnejo ljudje reagirati. Mi pa želimo, da že v osnovi, ko kupi nekdo hišo, stanovanje ali pa pri prenovi, pri kakšni energetski sanaciji, da se da pač seveda ena stvar, ki je zelo dobra za vodo, no, da tudi poskrbi, da pijemo dobro vodo, no, tako da to je naša stvar. In ja, želimo biti tudi izven meja, delamo že na tem, kmalu bodo ljudje lahko kupili eliminator, upam, da v skandinavskih državah, tudi Bolgarija, Romunija, odpira se Italija, tako da imamo že nekih trgov odprtih, no, in to je nekako dolgoročen cilj, da probamo iti tudi izven naše meja, ker je izdelek zelo dober, no. Prej ste omenjali med pauzo Malta ali katera država? Na Malti smo bili pa lansko leto, ker smo delali en test, v bistvu, ko nam se je poklicala malteška vlada, no. Želijo v bistvu, da njihovi prebivalci oziroma prebivalci Malte pijo pitno vodo. Trenutno pijo čisto vsi samo ustekleničeno, noben ne pije pitne, ker je voda kontaminirana tam. In mi smo dokazali z našimi izdelki, no, imamo jih več, to je eden izmed njih, da smo dejansko odspravili bakterije z našo napravo. V bistvu na ta način lahko dejansko zmanjšamo uporabo plastike praktično. To je tudi želja. Zdravje se poveča ljudem,
eno z drugim, ne? Tako. Zdaj najpomembno pač voda v plastiki, bom rekel, da je mrtva voda. No. Ena stvari, ki naša stvar naredi, je to, da vodo oživi. Zdaj, stvar je bila tam, da je veliko preveč plastike na Malti, ne? In ljudje pač si želijo dobre vode. In to je tudi njihova dolgoročna rešitev, no? Da ljudi navadijo, sploh prvo miselnost, da se da piti vodo iz pipe, ne? In pa da seveda zmanjša plastiko. No? Super. Velik problem na Malti je plastika. Kako pa usklajujete, glede na to, da imate dve podjetji, pa dve čisto različni panogi, se pravi privatno oziroma zasebno s poslovnim? Kako se sproščate? Kaj vas polni z energijo? V bistvu se bolj ali manj polnim za športom. No. Šport, to je stvar, ki jo pač zelo redno prakticiram. No. 4 do 5 krat na teden probam športati, da ostanem v formi. No. Pa probam se navajati čim prej iti spat. Tako da več regeneracije, bom rekel. Zdaj probam med 10 in pol 11. Ponovadi je bilo ura polnoč ali pa 1, kar še včasih pride do tega, no, ko je pač veliko dela. No. Kdaj pa vstajate? Okrog pol 7. Tako da probam nekako ta počitek podaljšati, no, pa čim prej iti v posteljo. Tudi kako dobro knjigo prebrati, tako da zdaj smo se že naučili, da je treba dati telefone na flight mode. Ko se gre spat, to sem se že navadil, ostalo pa se tudi sebe probam nekako disciplinirati, tako da delam na tem. Ko ste omenili knjigo, katera knjiga vas je najbolj navdušila v zadnjem času mogoče? Jaz sem privrženec, no, oziroma mene, bom rekel, nekako držijo no, teli kriminalke. No. To ne zaradi tega, ker bi pač maral nasilje, ampak nekako zgodbe, ki so tam noter, domišljija me je tako zelo delano. Moj, bom rekel, čistak, najljubši avtor je Chris Carter, no. Od njega mislim, da sem že skoraj vse knjige prebral. Drugače pa ja, nekako kriminalke, to tudi kakšne romance, gledajte, tudi kakšne mekeše, tudi kakšne strokovno literaturo, tega sem včasih veliko prebral, kakšne marketingom pa to. Ampak ja, bolj v to smer izbiram nekako knjige. A vam mogoče je, ko ste bili mlajši ali pa zdaj, kakšna oseba posebej, ki bi vam bil vzor, zgled, ali športnik ali podjetnik, da bi rekli, da vas navdušuje? Mene predvsem navdušuje športniki, no. Ker vem, koliko je enega odrekanja, potrpljenja v športu. Tudi sam sem bil včasih športnik, ampak ja, nekako moj navdih, če lahko to rečem, je hčerka, družina, no, partnerka, ker me sploh podpira. No. Vem, da ni lahko za njih. Otrok oziroma hčerka mi je veliko krat reče, oče, kdaj boš nehal delati. Nehaj delati tisti teden, ko si z mano, pa dela takrat, ko me ni. Tako da probam nekako upoštevati njen nasvet, ampak ja, družina je tista, katera je vedno s tabo in bo vedno s tabo. No. Kaj bi pa recimo dal kot nasvet mladim, ki začenjajo za svojo poklicno potjo, so na začetku, kako se lotiti življenja, da bi na koncu bili srečni? Mislim, tu univerzalnega recepta ni, ne, za tole. Jaz bom tako rekel, da kar vidim predvsem pri tam mlajših, no, pa ne bom rekel, tudi moj nečak je bil isti, no, je bil tudi pri meni par mesecev, ker živi v Nemčiji, je tak, da pač mladim predvsem manjka kilometrine, no. Vse mislijo, da bo prinešeno krožniku, ne. Se pravi, vztrajnost pa delovnost. To je prva stvar, ne glede na to, kaj delaš. Posod dobiš izkušnje, kar je, mislim, da danes zelo pomembno. Ne glede na to, ali čistiš šipe na avtomobilu, ali strežeš, ali voziš karkoli. V glavnem, važno je, da imaš delovne navade, to je prva stvar. No. Pa vztrajnost, no. Vsi bi čez noč radi bili, ko pridejo iz šole, takoj direktorji, pa na nekih vodilnih položajih. To ne gre, no, ker če nimaš ti kilometrine, bom rekel, točno to, jaz bom rekel, ne izhajam iz tega, kar delam. Sem drugače po profesiji oziroma po izobrazbi sem magister turizma, no. Ampak si želim to delati kasneje, enkrat na starejša leta, obuditi to svojo strast, ampak ja, delal sem pa v turizmu zelo malo, ampak tisto, kar sem delal, sem pa užival, no. Ampak kakorkoli hočem povedati, je to, da
kilometrina pa delovne navade so tiste, kateri bodo, mislim, brez dela ni jela, ne? To še vedno velja. Nekako čez delovne navade dobiš tudi kasneje, denar vedno prije kasneje. Doben ne zasluži čez noč toliko, da bo rekel, da imam pa dovolj za naslednje leto, 10 let, ampak kasneje se vse te stvari povrnejo. No. Super, najlepša hvala, porabila so vas čas, ampak mogoče za konec bi rekel, se pravi, upaj si živeti svoje sanje. Definitivno. In večina teh sanj se pol tudi uresniči. Vedno. Hvala lepa. Z nami je bil Danijel Kmetec, to je bila oddaja Moja družina. Verjamem, da vam je bilo kar veliko informacij zanimivih, mogoče novih. Verjamem, da jih boste tudi izkoristili kaj sebi v prid. In vabljeni k spremljanju naslednje oddaje, ki bo v kratkem na sporedu TV Ljubljana.